Vsi že vemo, da so cepiva zelo škodljiva in zdravila. Tudi vemo, da so palčke škodljive. Veliko manj pa se govori o škodljivosti mask. In glede na to, da sem dobila možnost prebrati en kratek povzetek vseh škodljivosti, ki se nahajajo v teh maskah, ki jih priporočajo in ki jih ljudje nosijo, se čutim odgovorno, da to znanje in to vedenje predam tudi vam, dragi člani Društva za srečno življenje Belis. Naredili so kemično analizo mask in ta kemična analiza je pokazala, da maske vsebujejo mikroplastične delce. Po vsej verjetnosti so ti mikroplastični delci reciklaža embalaže od Coca-Cole. Po vsej verjetnosti. Vendar ugotovljeno je, da so noter nanodelci in mikroplastični delci, polimeri in je to v bistvu, če tako pogledamo, iz smeti delajo maske in maske so ponovno smeti. In glede na to, da je ogromno mask bilo že uporabljenih in jih bo še veliko verjetno uporabljenih, bo teh smeti po vsem našem planetu iz dneva v dan več in več. In kot vsi vemo, je plastika praktično neuničljiva. Ugotovili so s to kemično analizo, da so tudi nanodelci silicija v teh maskah. Na žalost, silikat silicija je rakotvoren, kar pomeni, da tisti, ki zelo radi nosijo maske, imajo velik rizik, da dobijo tudi raka. Z analizo so ugotovili, da so v maskah tudi težke kovine, kadmij, antimon in baker. Zelo škodljivo. V maskah je tudi kancerogena barva. To moramo vedeti. In ko nosimo maske, se seveda zaradi toplote izdihanega zraka, zaradi sluznice v nosu in tudi zaradi dobesedno sline, se tudi dogaja, da se izločajo iz maske v našo kri ti delci, ki so škodljivi. In zato lepo vas prosim, dihajte sveži zrak. Ne nosite mask. Maske ne preprečujejo to, kar nam obljubljajo. Nasprotno, zelo, zelo škodujejo. Na vsak način pa jih ne natikajte svojim otrokom in če vidite koga, da nosi masko, povejte mu resnico, ker je ne pozna. Ko bomo govorili javno, na glas, resnico, potem bo ta resnica zadonela, ljudje jo bojo slej ko prej slišali. Najlepša hvala za vašo pozornost.